Spoštovane in spoštovani Vipavci, Goričani, Ajdovci in še od kje vmes. Prav lepo vas je videti v takem številu. Enkrat samkrat doslej je bila knjižnica v Vipavi tako polna in to je takrat, ko smo predstavili knjigo domačina Simona Popoviča, Narkoman nikoli. No, nocojšnja tema je bistveno drugačna. Dosega na področje zgodovine. Krivca za to, da ste se v takšno število odzvali, na vedicah seveda krivca pa sta dva, profesorica Marija Mercina in Gorazd Humar. Gorazd Humar, mnogi ga poznate. Morda, če dovoliš, Gorazd, dva stavka, tri najprej o gosti. Profesorica Marija Mercina, temu se reče, sem si napisal, lingvostilistika. Magistrica lingvostilistike, slovenistka. Mnogi poznate gospo Mercina predvsem kot pisateljico, avtorico zgodb oziroma knjige tudi z tega konca in pa tudi urednico oziroma sourednico zbornika o Ani Praček Krasna. Na povabilo Gorazda Humarja se je Marija Mercina pridružila s tem, da bo nocojšnje predavanje obogatila z strokovno analizo napisa na tem Slapenskem mostu, ampak o tem več Marija sama. Gorazd Humar je inženir gradbeništva, zaposlen je bil na Primorju iz Ajdovščine, praktično celo življenje se ukvarja z mostovi in zgodovino mostov. Gorazd je avtor tudi več knjig o mostovih, to so izjemno dobro napisane knjige. Je avtor, ki zna zelo zapletene strokovne stvari podati na razumljiv, tudi nam razumljiv način. To so tudi, človek bi dejal, da temu ni tako, ampak to so zelo atraktivne knjige, ko je človek vzame v roko, te potegnejo. No, zagotovo mnogi med vami poznate knjigo Kamniti velikan na Soči, to je knjiga o Solkanskem mostu, in pa Slovenski mostovi 1 in 2. Gorazd Humar je tudi vabljeni predavatelj na univerzi, torej predava zgodovino gradnje mostov na univerzah v Mariboru, v Ljubljani in pa predava tudi na arhitekturi v Benetkah. Je pa tudi predavatelj na več strokovnih kongresih posod po svetu. 2 leti je predsedoval svetu, da točno počitam, Evropskemu svetu gradbenih inženirjev in je tudi uredil knjigo oziroma več knjig, 2 knjigi o mostovih, kjer med drugim izjemno izpostavlja ravno Lantjerjev most v Vipavi. Gorazd Humar je v razgovorih oziroma v dogovorih za to današnje predavanje imel namen nekoliko več spregovoriti o samih knjigah in nekaj manj o vipavskih mostovih. Na osnovi najinih razgovorov in pa tudi tega, da je nekaj svežih podatkov izvrtal čisto v zadnjem času, se je pa odločil, da bi današnjo tematiko oziroma vsebino, poudarke bistveno spremenili in tako je nastalo predavanje z naslovom Govorica vipavskih mostov. Zakaj Govorica vipavskih mostov? Gorazd Humar posebno. Hvala obema, da sta se vzela čas in da sta pripravila današnje predavanje. Večer sem skupaj, veliko veselje in čast mi je, da smo uspeli pripraviti ta dogodek v Vipavi v knjižnici z velikim razumevanjem gospoda Arturja Lipovža, ki je uvidel, da bi ta tematika o tem, kaj vipavski mostovi vedo povedati, utegnila zanimati širši krog občinstva. Tako da sem naložil tudi nekaj skrbi, vidite, vesel sem, da vas je tako veliko in je bilo treba to knjižnico, ta prostor preurediti, tako da se zahvaljujem tudi delavcem knjižnice, ki so uspeli preložiti večje število knjig, malo težaško delo, prinesli vse te stole in upam, da se vsi počutite prijetno v tem prostoru.
Preden bom začel govoriti o vipavskih mostovih, mi dovolite, da se najprej bi se rad poklonil, to je čisto družinski dolg, poklonil spominu vipavskega domačina Josipa Bajca, Dragota Bajca, vipavskega pesnika, rodoljuba, ljubitelja slovenske besede, novinarja, antifašista in tigrovca, ki je umrl 1928. leta. Zakaj vam to govorim? Drago Bajc je bil fant zaljubljen v mojo teto, Cvetko Humar, ki je stanovala v Biljah, rojena 1809. 5 let je bila mlajša od Dragota. Je morda kdo od sorodnikov Bajca? Ste tukaj, vas lepo pozdravljam. Me veseli, da ste prišli sem. Povedal bom, zakaj je v naših družinskih spominih ta zgodba živa. Drago Bajc, ki je študiral v Padovi, je zvedel, da ga mislijo fašisti zapreti. Umaknil se je z vlakom proti Sloveniji, prišel je z vlakom v Tržič, italijanskemu Falcone, od tam je vzel taksi in se prepeljal nekje do Mirenskega letališča, no tot je šel peš v Bilje, ki niso tako zelo daleč. Imel je že visoko stopnjo, visoko vročino, pljučnico in se je zgrudil pred hišo mojih starih staršev. Stara mama je to slišala to padec, tudi pes je lajal in potegnili so ga hitro v hišo, kjer so ga preoblekli, mu dali čaj in poklicali zdravnika, vendar, ker je pa moj stari oče leto dni pred tem, kot slovenski učitelj, bil poslan prisilno na delo v Italijo z Mussolinijevim odlokom. Mussolini se je podpisal na seznam 48 slovenskih učiteljev osebno, da so jih iz Primorske poslali v Južno Italijo. No in takoj zatem so Dragota Bajca prenesli v družini Peric, ker so menili, da je to mesto dosti bolj varno. In v tej hiši je čez 2 dni, približno kasneje, umrl. Poklicali so zdravnika, Slovence z Gorice, ugotovijo samo, da ni več pomoči in 2 dni zatem, mislim, da je bilo to 28. oktobra 1928. leta, letos bo 90-letnica. In to je pa skulptura, ki je na njegovem grobu v Vipavi, ki jo domačini sigurno dobro poznate. Toliko o tem. Sedaj pa pojdimo na drugo tematiko. Rad bi vam v uvodnem delu nekaj povedal na splošno o mostovih. Most ni samo neka gradbena konstrukcija, neka utilitarna konstrukcija, ki služi prehodu. V človeški zgodovini je poleg tega, da rečem, inženirskega ali pa konstruktorskega dela most pomenil veliko. In je bil vedno zanimiv skozi, recimo, percepcija umetnikov, pesnikov, skladateljev in tako naprej, ljudi, ki so uporabljali mostove. Človek skoraj ne more verjeti, kako so ljudje mostove doživljali. In nekaj podobnega, jaz vidim to tudi in se to odseva v vipavskih mostovih. Vsak vipavski most, ki ga tu obdelam in obdelali bomo 4 vipavske mostove, priča o bogati vipavski zgodovini. Povedal vam bom, kakšna sporočila zame, tiste, ki sem jih jaz videl, sporočajo. Rad bi povedal še to, da vse, kar bom povedal danes, temelji na dokazanih virih, na argumentih. Če želite, vam bom tudi povedal, odkot. Del moje pripovedi je tudi na analizi, bi rekel, sam sem gradbeni inženir po poklicu in sem poskušal mostove z inženirske plati obdelati tudi. In tretja zadeva je pa, v zvezi z vipavskimi mostovi sem razvil tudi nekaj domnev. Vam jih bom povedal, nekatere so zelo drzne, celo presenetljive. Pred 2 dnevi sem prišel do nekega, bi rekel, precej presenetljive domneve, za katero pa obstaja veliko verjetnost, da drži in vam jo bom malo kasneje natančno razložil. Začel bom v Španiji, to je rimski most preko reke Tajo pri Toledu, ki ga vidite zgoraj. Na tem mostu je napis v latinščini Pontem perpetuum mansoram in seculum mondiale, po slovensko zgradil se most, ki bo trajal na veke.
Rimski cesarji so vedno pisali nekaj na mostove svoje sporočila. Se pravi, zgradil se most, ki bo trajal na veke, zelo, bi rekel, na cesarski način napisano. K temu napisu se bomo še vrnili, zapomnite si ga. Da most ni samo most, poglejte, beseda papež. Italijani rečejo pontefice, po latinsko pontifex, maximus. Pontifex je tisti, ki gradi, ki dela mostove. Maximus je glavni, največji. Ne? V predkrščanskem Rimu, nekje v 16. stoletju, je do Rima vodil en sam most, ki se imenoval Pons Sublicius. Sublicius je bil na lesenih koljih. In je bil svečeniški red, ki se je imenoval Collegium Pontificum, ki je bil, katerega glavni voditelj tega svečeniškega reda, Pontifex Maximus so ga imenovali, njihova naloga je bila tudi skrb za ta most. Kasneje se je z nastopom krščanstva postopno ta naziv prenesel tudi na najvišjega cerkvenega poglavarja in se nekje od, mislim, da od 4. stoletja, prvi cesar je bil Teodozij, ki ga dobro poznate, tukaj, ki je imel bitko, je tako. On je prvi Pontifex Maximus bi rekel, pri krščanski veri. Se pravi, most se prenaša tudi, beseda most prihaja v druge sfere. Vidite, bi rekel, v najvišjo možno v tistem času. Rimski most v Rimu, to slikamo zelo rad, naredil se neko jutro zgodaj ob 6. uri. Rimljani so gradili lokove pol kroga. Vidite? Zapomnite si tudi to obliko, ker bomo to obliko srečali v Vipavski dolini. Odsev v vodi nam daje cel krog. Se pravi, rimski mostovi vedno pravilen pol krog. Tukaj noter so valobrani, zašiljeni del, kar bomo spet srečali v Vipavski dolini. Pons Milius, vsi rimski mostovi so se imenovali po cesarjih. In cesarji so bili zaščitniki teh mostov. Most, tudi znan v Avignonu, morate plačati, da si ga lahko ogledate. Gradili so ga bratje, duhovniška skupina Frère Pontif. Se pravi, bratje, duhovniki, spet graditelji mostov. To je iz začetka, to je iz 12. stoletja. Tu je tudi papež v Avignonu, tu je staro mestno jedro Avignona, potem so most porušili, ker so se bali vdora tuje vojske. Grem naprej, zelo znan most v Višegradu. Andrić dobi Nobelovo nagrado za knjigo, ki ima v naslovu besedo most. Na Drini Čuprija. Kiprije je po turško, Čuprija po bosanjeno, v Višegradu iz leta 1566. Najznamenitejši most Otomanskega cesarstva. Ta most je zelo zanimiv. Vidite, tukaj na sredini imamo zanimivo zadevo, tukaj je loža, imenovana sofa, tako jo Andrić imenuje, in tu je napisna tabla Tarih z napisom iz Korana, sveto mesto. Andrić piše, da so se na tem mestu vedno ljudje ustavljali. To je bilo središčno mesto Višegrada, Varoši, Višegrad. Tukaj bomo videli naprej, to je ta napis, Tarih, s tekstom iz Korana, se pravi posvečen most. Vidite, da sta si loža, sofa in ta napis drug nasproti drugom, no in to je ta znamenita sofa, na kateri so se pripovedovale zgodbe, ki jih Andrić neverjetno lepo, preprosto in opisuje. Vidite, kakšno veličastno mesto. Nasproti pred tem napisom Tarihom je bil pa vedno kavokuh z dečkom, ki je nosil kavo, mestni gospodi, ki je tu sklepala posle, tu so se sklepale mladostne ljubezni in tako naprej. To je bila središčna točka Višegrada. Se pravi, most ni služil samo prehodu, ampak je služil bil tudi kot mesto dogodkov. No, še en most. V Mostarju. Tudi mesto Mostar ima besedo most v imenu kraja, zato ker v bistvu se Mostar identificira s tem mostom. Zgrajen leta 1500, tudi par let razlike je s tem Višegradu. Nek turški pisec, popotnik je napisal, da je ta lok napisal kot okamenela ptica v letu, zaradi njegove elegance. Poglejte skladnost tega mostu z okolico, vidite harmonija, popolna harmonija, vsem, kar je kamen, naravni material. Ta most je bil
na brutalen način porušen 1993. leta z približno 200 streli tankovskim iz neposredne bližine. 2 dni so ga obstreljevali. Pazite, človek, ki je dal porušiti ta most, je spil tisto znamenito stekleničko strupa v Hagu decembra meseca letos. Vidite, mostovi imajo zgodovinski spomin, ne odpuščajo grehov. Življenje, ki teče na mostu, se pravi, most je spet središče dogajanja. Še drugi znamenit most, ki ga ravno kar preučujem in je zame eden najbolj fascinantnih mostov. Ne zaradi svoje arhitekture, ki je čudovita. Najpomembnejši del tega mostu je skrit pod morsko gladino. Zaradi tega most stoji. Kako je znal mojster Antonio da Ponte 1591. leta zgraditi ta most na mehkih tleh v Benetkah, to je cela umetnost in bi vam samo o tem mostu lahko predaval 2 uri brez prestanka. Most je tukaj trgovsko središče, bil je zgrajen, investitorji so bili trgovci soli, ki so imeli absoluten monopol. To je bil dolgo stoletja edina vez med obema polovicama Benetk. Edina vez. Vsakdo je moral iti preko tega mostu. Tam je kupil sol, se pravi tudi kontrolna točka. Most Ponte Vecchio v Firencah iz 14. stoletja, na katerem je zraslo majhno mesto. Grem naprej. Poznate to? Smo pri pilonu, točno. Smo pri pilonu. Leta 1929 je naslikal sliko, se pravi, pilon, danes bomo veliko slišali še o pilonu, veliko ga bomo videli, tudi kot fotografa. Pilon, no bomo šli naprej, bom potem še par besed povedal. In sedaj smo v Vipavi. Vidite mesto nad vodo. Vipava je mesto na vodi. Jaz nisem toliko poznal prej Vipave, ko sem se v pripravi za ta večer, sem se sprehajal veliko po mestu, posebno, ko je bila decembrska poplava, visoka voda, ko sem videl, da besedno pod vsako drugo hišo teče voda, vre ven izpod vsakega kamna in Vipava je zame v svetovnem merilu fenomen. Benetke je mesto na vodi. Kje pa imate mesto s tekočo vodo, ki je vre izpod vsakega kamna? Ga nimate. To je tista vrednost Vipave, ki je morda ne znamo še promovirati. Vipava je iz mojega zornega kota edinstveno mesto. K temu se bomo še veliko vračali. Dogodki na mostu, se pravi, most je koncertno mesto. To je Karlov most, verjetno poleg mosta Rialto najbolj znan in najbolj obljuden most za pesce. Še ena slika. Tu se veliko dogaja. Je tudi galerija kipov. Galerija kipov je. In most v Tbilisiju po noči. Tu nisem mogel, ki spreminja barve, te steklene plošče, ki so gor tudi kot streha. Not je skrita jeklena konstrukcija in celo noč spreminja barve in daje čudovite efekte. Ta most je glavna atrakcija tega mesta. Bil je strahovito drag, predrag, to ga je italijanski arhitekt ga je delal, ampak svoj učinek je dosegel. Slikari, Van Gogh. Prejšnji mesec smo bili na razstavi v Vicenci, je bila ta slika postavljena, ki je tudi zanimiva. Vidite, most je v centru zapaženja slikarja. 2 cipresi je dal, ki nedvomno povesta, da smo na Mediteranu. Zanimivo je še tu povedati, da 20 let potem, ko je Van Gogh to narisal, so ta most podrli. In so ga kasneje na zahtevo ljubiteljev Van Goghove umetnosti postavili 5 km na drugi lokaciji, blizu kraja Langlois. Se pravi, most še vedno živi po zaslugi Van Gogha. Monejev most, japonski most, Pont Japonais. Je škoda govoriti, a vidite burjo na tej sliki? Prav žvižga, mislim, tako živo jo je narisal. Se pravi, mostovi so vedno neke alegorične prispodobe slikarjev. Z mostom veliko povejo. Ni slučajno narisan most. Gremo še naprej, poznamo tudi tega slikarja, ki je isti. Most z drugega konca. Gremo še naprej. Kdo je to? Je tudi Veno pilon, samo da je akvarel, to je Pont Neuf, prvi kamniti most v Parizu. Mislim, da je to, ne vem, ali je akvarelna tehnika, zelo verjetno, most čez Seno. Če rečem, vidite, koliko slik je pilon napravil, zakaj je slikal mostove?
Zakaj slikal mostove? A je v Sloveniji kakšen slikar, ki je slikal več mostov kot Pilon? Jaz ga nisem našel, pa sem se veliko ukvarjal s tem. Se pravi, da lahko deklariram, pa verjetno z tega zornega kota Pilon ni bil obravnavan kot vodilnega slikarja mostov slovenskega. Nihče ni slikal toliko mostov. Zagotovo je imel Pilon nek razlog, da je to počel. To bomo pa najbolj videli na tej, boste rekli, zakaj vam kažem to sliko. Ja, vam jo bom povečano pokazal, vidite, zato ker je tudi na tej sliki most. Ni pa slučajno. Ni pa slučajno. Vam bom povedal, tako kot sem to kupil na italijanski televiziji, pa zelo verjamem. Znani italijanski likovni kritik je povedal tako. Da Vinci, ki je slikal Mona Lizo, jo je naslikal kot neko divinsko, božansko bitje. Vendar, in vidite zadaj, noter nekaj čudno gorato, take pokrajine v Italiji dobesedno ni, ampak ta pokrajina predstavlja zemljo. In je to božansko bitje hotel z mostom, to kot z neko popkovino, Mona Lizo spojiti z zemljo. Se pravi, jo je na nek način ozemljiv. To pomeni, vidite, to je spet alegorična prispodoba, pri kateri uporablja most. Mi sedaj smo v Ajdovščini, v Vipavi, kjer imamo spet most z ložo, o tem pa bolj podrobno kasneje. No, sedaj po tem preletu tega, kaj most je in kakšna sporočila nam lahko daje tudi v drugih primerih, poskušamo poiskati, kaj sedaj vidimo iz mostov, ki so v Vipavski dolini. 4 mostove bomo podrobneje obdelali, kot je direktor Artur povedal, v bistvu smo predavanje od prve začetne faze obrnili totalno na glavo in se bolj posvetili Vipavskim mostovom. Se pravi, most Kamniti v Dolenjah, Napoleonov most, most na Slapu z napisom, dvoločni most pri Taboru, nekaj bomo rekli o fenomenu svetega Janeza Nepomuka, bomo obrazložil, kaj to je, in Lanterjev Kamniti most iz leta 1669. Začel bom pa v Ljubljani. Ljubljana na tem mestu, tromostovje ga imenujejo Plečnikovo tromostovje, jaz pravim, da ne, to je Plečnikovo dvomostovje. Plečnik je zgradil samo 2 mosta. Uredil je pa tudi tega, ki je srednji, vendar ta srednji je Kamniti most iz leta 1842. Kažem vam pa ga zato, da vidite, kakšna je obdelava kamna v urbani strukturi, na urbanem mestu, kot je Ljubljana, kakšna fina obdelava kamna, gre za mestni most, ne za podeželski. To je posvečeno vojvodi Franc Karel, tudi oče Franca Jožefa. In njegov sin, Franc Jožef, ima pa most, imenovan danes Majski most, malo niže po Ljubljanici. No, sedaj smo pa v Dolenjah. Moram povedati najprej, da mi je ta most med vsemi ostalimi vipavskimi mostovi delal največ preglavic. Nikakor nisem mogel razumeti, zakaj je bil most na tem mestu zgrajen. Nisem našel tehnega razloga. Šel sem proučevati vse zgodovinske razmere, gospodarske, politične, vojaške. Vse sem prebral in na koncu sem prišel do zaključka, ki vam ga bom povedal, kajti tako solidno grajen kamniti most, kot je ta. Vprašal bi vas, koliko je kamnitih mostov oziroma kamnitih mostov bilo na Vipavi zgrajenih sploh? 2. In oba sta tu. En je v Dolenjah, drugi je pa Taborski most. Jaz ga imenujem Taborski. A ima kakšno drugo ime? Nisem zvedel, ne vem, Vipava nima imena za ta most. Kako? Prhavčev. Prvi slišim, ja, možno, lahko. Ampak jaz ga bom imenoval Taborski, ker je pri Taboru. Samo 2 kamnita mosta. Samo 2. Most je zelo zanimiv, ima 3 loke, vidite, 1, 2, 3, skoraj polkrožne oblike, če grem nazaj, oziroma bomo šli naprej. To je pogled proti Ajdovščini, zavoz zadosti širok, vendar izjemno solidno grajen, ne na tak način, kot je bil ta most v Ljubljani. Tu je kamen, je lokalni, dokaj grobo oklesan, vendar kljub vsemu, kar ni nič hudega. Ta slika, to je bilo decembra lansko leto, ko je bila Vipava izjemno visoka. Vidite, podoben tem mostovom, tem rimskim mostovom, ki smo jih prevideli, zelo skoraj polkrog, tale valobran tukaj spredaj,
In tu je bil podstavek, na katerem je bila nekoč kapelica, zdaj je samo še kamnita plošča. In kapelica je bila tu še nekje do leta 1970, potem so jo porušili. Nisem mogel zvedeti, kaj v tej kapelici je bilo noter. Ali je bila kakšna slika, je bila kakšna podoba, je bil kakšen kipec. Moja domneva, ja, ampak to samo domneva, da je bil na mostovih, so vedno postavljali skoraj izključno podobe svetega Janeza Nepomuka, bodi si freske, bodi si kipce. Bomo kasneje videli, kako se nam je sveti Janez Nepomuk pojavljal v Vipavi. Celo domnevam, nisem povsem siguren, da je bil tale del morda zgrajen nekoliko let kasneje, vam bom tudi povedal, zakaj. Vidite, tu je ta podstavek in tu not je bila neka napisna tabla. Malo neobičajno, bom to še preveril, meni je nekdo rekel, da je verjetno tu noter bila napisna tabla Primorja, ki je leta 1990 obnovila ta most, vidite, ti beli kamni, ki so na vrhu, tudi ta podstavek je bil iz leta 1990. Nikoli pod božjimi znamenji ni bilo napisov, jaz jih še nikjer nisem srečal. Lahko, da je bil prej kakšen starejši napis, vendar ostaja to misterij in ne najdem tu odgovora. Poglejte, kaj se dogaja s tem mostom. Tukaj čez vozijo kamioni, vozijo traktori in na tem robniku tu sem našel barvo, ene 4-5 različne barve, karoserijske, rdeča, zelena, modra in črna, ne vem kaj, vidite, most je pod spomeniškim varstvom. No, zdaj pa, ponavadi je bil zaobljen, da so vozovi lepo zavili gor. No, vidite, to je tabla v Dolenjah, tu je slika te majhne kapelice, ki je bila na mostu, porušena okoli leta 1970. V zelo slabem stanju je bila, nihče pa ne ve, kaj je bilo tu noter. No, in da se zdaj vrnem k temu mostu. Jaz sem šel gledat eden od pomembnih dokumentov, iz katerega bi lahko domneval, kdaj je bil ta most narejen. Zanesljivo so to jožefinski vojaški zemljevidi. To so vojaške specialke zemljevidi, ki so bili no, na tej karti je ta most narisan, iz leta recimo okoli 1780, to Jožef II, sin Marije Terezije, je naročil to, zato se po njem imenujejo zglede tako. To so specialke, ki so približno podobne današnjim specialkam 1 proti 25.000 slovenski, ki jih imate v slovenskem atlasu. Na teh specialkah so avstrijski topografi izredno natančno urisali vse mostove, in sicer s črno barvo lesene mostove in z rdečo barvo kamnite mostove. Tako da se jasno vidi, na kateri lokaciji je bil kakšen most. In tukaj noter, ko sem z lupo podobno gledal te zemljevide, vidim, da je Dolenjski most bil urisan s črno barvo. Ti jožefinski zemljevidi so imeli tudi knjigo popisov, v katerih so vedno opisali zraven most, soliden, kamnit, varen prehod in tako naprej, to so bile opombe, ampak iz tega izhaja, da je bil lesen. Se pravi, potem lahko govorimo o tem, da je ta Dolenjski most bil zgrajen kasneje. Prijel se ga je pa ime Napoleonov most, ampak zdaj, po moji domnevi je to dobesedno, ampak dobesedno Napoleonov most. Na Primorskem je nekaj Napoleonovih mostov. Imamo pa še Napoleonov most v Vipavi, do katerega bomo tudi prišli. Napoleonov most pri Kobaridu, ki je sicer bil zgrajen 1750. Napoleon je bil kasneje tam in je verjetno šel tudi čezen. Se imenuje Napoleonov most zato, ker je šla francoska vojska. Prvi vdor 1797 francoske vojske na to ozemlje, ko je tudi Napoleon osebno še kot general potoval iz Vidma v Kobarid, Bovec, Predil in je šel proti Beljaku. Šel je v Leoben, kjer so podpisali mir z Habsburžani in se na to preko Slovenije vračal in je v Ljubljani prespal. Napoleon je takrat bil prvič in zadnjič v Ljubljani
in se je potem umaknil iz Ljubljane, šel v Trst in Gorico. Eni pravijo, da je šel najprej v Gorico in potem Trst, ni bistveno. Če je šel najprej v Gorico, je šel skozi Vipavo. Vendar, morda je bilo tako. Nihče, sem nekaj poznavalcev tega obdobja, sem spraševal, mi niso znali 100% zagotoviti, pa ni tako zelo pomembno. Francozi, takrat, ko so prišli 1797. leta, 21. marca so zasedli Gorico in so takoj, veste, na njihovo načelo je bilo, dali so 24 ur roka mestnim veljakom, prinesite na 150 tisoč godinarjev v 24 urah, če ne se nas slabo piše. Kamor je francoska vojska prišla, je izropala vse hiše. Pobrali so vse posod, so živino, njihov princip je bil oskrba lokalna in se pravi Vipavska dolina, ljudje so bežali po gozdovih, Francozi so celo tiskali lepake, da naj se ljudje vračajo v slovenščini in tako naprej. Ampak to ni pomembno. Toliko. 1805. leta Francozi drugič prodrejo Slovenijo, no, predtem, 1797. glavni prodor je bil v smeri proti Idriji. Idra jih je strahovito zanimala. Tam so dobesedno ukradli 1600 ton živega srebra, izjemno pomembne strateške surovine, ki je služila za izdelavo topovskih žigalnikov in v rudnikih v tehnološkem postopku separacije zlata in srebra. Živo srebro je bilo skozi stoletja izjemno strateška surovina. Ne vem, če veste, da so živo srebro iskali tudi med Mančami in Šentvidom, se pravi pod Nanosom. Tudi na tem koncu ne bi prišlo spodaj, pa ga niso našli. No, se pravi, Idrija je v vseh treh dobrih francoske vojske, vedno fokus je bil Idrija. V drugem dobru, 1805. leta, so Avstrijci že pričakovali in so iz Idrije na srečo umaknili večji del živega srebra, vendar Francozi tudi 1805. leta, ko so podpisali primerska združanje, so se hitro umaknili in šli nazaj. 1797, ko so prišli prvič, tudi konec Beneške republike, Serenissime, Habsburžani pridejo do Benete. Naslednji udor Francozov 1809. leta, maja meseca, kjer je bila znamenita bitka na Razdrtem, gor pod Golim vrhom. En del, vendar je bila takrat cesta do Razdrtega izjemno slaba in Francozi niso mogli vleči težkih topov. Glavnina vojske pa je udarila na Idrijo, spet cilj je bil rudnik. Jaz sem zasledoval trgovske poti idrijskega živega srebra, ki je od 1490, ko so prvič in 16. stoletju izjemne količine živega srebra, je vedno živo srebro iz Idrije potovalo delno v Beljakin, verjetno od tam proti Dunaju, ali je morda pri Beljaku bila kakšna tovarna, vedno dol skozi Vipavo, kjer je bil edini most, to je Taborski most, je bil en sam most takrat, in v Trst kot pristanišče. Se pravi, Trst je bil izhodišče za razvoz v Južno Ameriko in v druge kraje. Se pravi, to je smer, ki je pravokotna, glavna trgovska pot je bila pa vedno Ljubljana Gorica preko Vipave, vedno preko tega mostu, ki je bil edini prehod. Zakaj most v Dolenjah, kar iznenadoma v pravokotni smeri med Gorico in Razdrtim? Nič posebnega ni bilo na drugi strani, recimo Novakov mlin, kar pa ni zadosten razlog, da bi tako soliden kamnit most. In jaz sem razvil svojo teorijo, da so po tej poti Francozi vozili živo srebro iz rudnika in da so rabili soliden most. Francozi so bili tu 4 leta, v času Ilirskih provinc. Povezal sem se z rudnikom živega srebra v Idriji, s kustosom, in sem ga vprašal, kaj on meni o tej trgovski poti in kje so vozili. In sem mu povedal, da je tu most v Dolenjah, ki mu ne najdem pravega razloga, ker tak most se ne zgodi kar tako. In mi je rekel to. Je rekel, veste, ko so Francozi 1809. leta prišli v Idrijo, so tu ustanovili družbo za izkop rude in pridobivanje živega srebra, imenovano Družba treh zlatih run, ovčja koža. Kateri lastniki so bili trije? Poslušajte zdaj. Prvi, Napoleon Bonaparte. Drugi, Napoleonov sin,
To je bil sin iz zakona, oziroma Josefine sin, ki ga je pripeljala, in tretji je bil general, ki sem mu pozabil ime, mislim Antonij, nekaj podobnega. Torej, ti trije privatniki, in mi je rekel še to. Oni so živo srebro iz Idrije vozili preko Cola dol skozi mimo Vipave, v Trst v pristanišče, od tam je šlo v Amsterdam na borzo in od tam so ga prodali in so tako služili denar. Največ denarja je pobral ta general, razliko je razdelil Napoleonu in njegovemu sinu. Kakršnakoli podobnost z takimi dogodki v nedavni zgodovini je zgolj slučajna. Tako da vidite, in ta teorija, da je ta most bil zgrajen zaradi varne poti, želeli so se tudi izogniti Vipavi, čez Taborski most je vsakdo videl, ker glavna pot skozi stoletja trgovska je bila tu zadaj, za tem oknom, je šla samo tu skozi, čez Taborski most, mimo Lentirjevega dvorca, skozi Vipavo proti Ajdovščini, čez most Pilonov, ki smo ga videli, skozi trg Ajdovski, mimo Pilonove galerije in proti Gorici. To so bile te poti. Se pravi, s tem sem dobil domnevo, da je Dolenjski most bil napravljen izključno za potrebe, seveda zelo pomembne poti, ki je bila odvoz, da rečem ukradenega živega srebra v Idriji, v francoske žepe. Idrija je bila daleč od Pariza, veste takrat, danes je zelo blizu Pariz. Most na Slap. Drugi most zame, ne samo zame, izjemno pomemben, most, ki je blizu avtocestnega izvoza za Vipavo, most čez potok Močilnik, na katerem je znamenita kamnita tabla. O vsebini te table ne bom govoril, ker imamo več kot kompetentno govornico tukaj, tako da razumite njen nastop kot komplementarni del tega, kar bom jaz povedal. Se pa prej preselim v Ljubljano, Zmajski most, zgrajen leta 1901, ki je imel v sredini na notranji strani mostu zgrajeno ploščo s prvim napisom v slovenščini v Ljubljani, leta 1901. Naš napis na Slapenskem mostu je iz leta 1803. Vipava piše slovensko 100 let pred Ljubljano. Ljubljana je še leta 1908 imela vsa ulična imena napisana v nemščini. Takrat je Ivan Hribar, ki je dal zgraditi ta most, pobral dol nemške table in je dal slovenske. Tako da sem želel napraviti malo primerjave, da vidite, kje se nahajamo, koliko je kdo bil. No, to je pa naš ta most pod spomeniškim varstvom, kot spomenik lokalnega pomena, vendar v obupnem stanju. Zanemarjen do neskončnosti, obraščen z bršljanom, ki bi ga bilo treba odstraniti. Tu spodaj je bil verjetno v priliki, ko je vodna erozija ogrozila temelj, je bil podbetoniran. Ne vem, kdo je to napravil in tako se spomeniki ne dela. Nikakor. To je sramota, ki bi jo bilo treba odstraniti. Tu, če ste pozorni, imate eno železno vez, ki je držala most skupaj. No, to je pogled z slapenske strani na most. Vidite tukaj to našo tablo. Ta tabla je bila leta 1991 nekoliko poškodovana, ker so tanki jugoslovanske armade šli čez, Gosenico so jo podrsali. Je ta poškodba še danes vidna, napis je bil potem restauriran. No, to je pa Pilon. Pilon kot fotograf. On je sam priznal, da ni najboljši fotograf, ampak nam je pustil nekaj izjemno pomembnih dokumentov Ajdovščine in Vipave iz tega časa. In je to njegov pogled na most, vidite vegetacijo, ki je čisto drugačna. To je moja slika iz približno iste pozicije. Pilon, ki je imel nos za to, kaj je nekaj, kar je pomembno, je slikal tudi ta napis, ki sem ga jaz potem, in tu bom jaz s mojim prvim delom končal. Vidite, to je pa napis na tem mostu v slovenščini. Bi povedal samo to, da tudi ta napis, ki je izjemno pomemben, jaz sem povedal najstarejši napis v slovenskem jeziku na javnem mestu. Nimate, pisalo se latinsko, ste videli v Ljubljani na mostu, latinski napis. Na Vipavskem napis v slovenščini.
Ko so asfaltirali most, jasno so morali asfaltirati tudi popackati, tako kot se spodobi pri takih delih, tudi ta spomenik. In se vidi, spomenik nima nekega pravega skrbnika. Jaz bi rad, da bi tega skrbnika dobil. Jaz tukaj končujem, Manja, in lepo prosim za nadaljevanje, kot sem rekel, tega softverskega dela, ki ga jaz niti približno ne bi znal povedati v take obliki, zato je več kot dragocen tvoj prispevek. Dober večer. Ko me je Gorazd povabil, sem najprej pomislila na grški izrek. Ne nosi sol v morje in niti sove v Atene. To velja vam. Namreč, če sem jaz med počitnicami hodila čez ta most na eno stran peš zgoč ali dol ali gor in nisem brala tega napisa, če smo vozili mled koruzo v Hrejski Malen, ki ga je prej pokazal s slapenske strani, ste vi hiteli čez ta most v vseh različnih oblikah, torej pradavno z vpregami, volovskimi, konskimi, potem avtomobili, potem traktorji, cisternami z mlekom in tudi z vinom in na koncu še tanki JLA. Kljub vsemu se mi zdi hvale vredno, da je Zavod za spomeniško varstvo že leta 1993 ta napis obnovil. Ko so odkrili prvotno barvo, so se trudili, da so našli neko podobno zlato okrasto barvo. Ta napis bi moral navdušiti poleg Gorazda in mene najmanj vse Slovence. Nekaj desetletij zatem, ko je Marko Pohlin v uvodu v kranjsko gramatiko rotil Slovence, nikar se ne sramujte svojega jezika, saj ni tako slab, kakor si mislite, je naš Vipavec, imenitni, torej Vipavec v tem smislu, Vipavska dolina, imenitni mojster Anton Trošt napisal ta napis, v njem povedal neverjetno veliko stvari, vse, kar je potrebno napisati, ampak ta napis je oblikoval tudi kot poetično besedilo. In dovolite mi, da ga v tem smislu predstavim. Bom šla po vrsticah. Imenitni mojster Anton Trost je sturil ta trdni most. Skozi špeže komuna Slapenskega, jenu pomoč grofa Ipavskega, gospoda Tadeusa Lantirja, da vsak brez skrbi čez dirja. Tudi grof Kobencel je dal k temu delo en dober mal. Gospod Skarja, verjetno Škarja, in Tržani so pomagali k temu mostu. Bog ga obdrži let dosti. Torej prošnja k najvišjemu, naj ohrani to dragocenost. Samo če gremo po vrsti. Našemu Antonu Troštu, gotovo je bil Trošt, ni manjkalo ponosa, samozavesti, lahko bi rekli moškega ega. Predstavljajte si ga, ko ta most dokonča, star 42 let in izraža na njem svoj ponos. Sebe imenuje imenitni mojster in tega mostu ni zgradil ali sezidal, ampak storil, ustvaril ga je. Trdni most, seveda skozi špeže, to je germanizem,
skoraj edini germanizem, ne, stroški komuna Slapenskega. Komun Slapenski je tedaj obsegal torej več far, vasi Slap, lože, ki spadajo sicer v Goško faro, in gradišče. Peter Seljak, ki je Vipavc, mi je pred par dnevi povedal, da Tržani še vedno očitajo komuncem, vi komunarji. Pač mi smo Tržani s tržnimi pravicami, vi pa komunarji, no. Zdaj je pa zanimivo, torej Špeže so komun Slapenski, potem pa grof Ipavski in Lantieri, in tudi grof Kobencel je dal en mal. Tu vidite, da so seveda donatorji, denar je vedno kar sveta vladar, ampak potem omenja še, kdo vse je prispeval z delom. Zgoraj imamo že 3 vasi, potem še enkrat. Gospod Škarja in Tržani, še vedno denar. Gospod Škarja, to mi je razložil monsignor Kralj, je bil, sicer je živel v Trstu, vendar je imel na Slapu posesti in mu je bilo seveda v interesu, ker je vozil vino dol, ne, na cesto. Tržani. Tržani je še vedno, to so Vipavci še danes, ne. To, kar navdušuje človeka, ko bere to besedilo kot poetično besedilo, je najprej kompozicija. Če pogledate, poleg tega izražanja ponosa, so potem nujno potrebni podatki, kdo je kaj dal in kdo je prispeval s tem. Na sredini, torej 6. vers od 12, če ga preberemo, da je vsak brez skrbi čez dirja. Tu pravzaprav kdo? Vsi ljudje, vsi so prispevali, vsi čez hodijo svobodno. To, kar je tu najbolj nenavadno, vsaj meni, je glagol dirjati. Mene že dirja otrok v igri, a veste. Jaz sem šla pogledat v Pleteršnikov slovar, to je naš edini slovar, ki ti pove zgodovino besed. Ne, sodobni slovenski slovar nima več te zgodovine in sem našla, kaj Pleteršnik pravi o tem glagolu. V šotor je dirjal skok, Turčine seka vse okrog. Drug primer, druga ljudska pesem. Pegan dirja jadrno. Ali Konič pravi, dirjaj me. Se pravi, da Pleteršnik navaja literarne vire za ta glagol. To bi nam pokazalo, da je naš mojster pravzaprav iskal literarne oblike, ki jih je potem dal na ta napis. A lahko gremo naprej? To zdaj ritem. Ritem je v pesmi vse. Ritem je, kako navaja posamezne motive. Ritem je, kje so poudarki. Ampak prvi slušni vtis, ki ga vsak od nas dobi o ritmu, je menjavanje naglašenih in nenaglašenih slogov. Imenitni mojster Anton Trošt je stvoril ta tržni most skozi Špeže komune Slapenskega, njenu pomoč grofa Ipavskega, gospoda Tadeusa, da vsak, tudi k temu gospod posebno, pomagali Bog. Kaj pravzaprav vidimo? Valovanje. Imate najprej na glas na drugem slogu, se pravi, da narašča jakost. Ker
Naše uho vse to zaznava. Kadar gledaš, moraš verjeti meni, ne? Torej narašča, najprej je malo šibko, potem naraste. Potem je pa naglas že na začetku. Potem spet drugi, potem spet prvi, potem drugi in potem kombinacija obeh. Gotovo, mojster Anton Trošt tega ni gledal, kje je pa utegnil, ampak imel je zelo dober posluh za ritem in to je hotel povedati živahno, veselo. Allegro bi rekli, če bi to bila glasba. Še malo. Kar je nenavadno pa je, da je pesem tudi v rimah. To ni nič čudnega. Veste, koliko ljudi pesmi imamo rimače, se pravi, da jih ne jemljemo čisto resno. Ampak, če pogledate to rimo, trost, most. Kaj je povezal? Graditelja in njegovo delo. Slapenskega in Ipavskega. To je zelo blizu po pomenu. Oboje je pridevnik. Najlepša povezava, najbolj izvirna, ampak gotovo podzavestna, upam, no, je lantirja dirja. Tu imate imenitnega, tudi darežljivega grofa gotovo, ampak takoj za njim rima, v kateri kdor hoče svobodno dirja. In potem imate dal in mal. To je tudi dobra rima, ker je pomensko zelo oddaljeno. Tržani, Ložani je eno in isto, je kraj, ne? In mosti in dosti. Ne? To je, namreč vam bom samo enega teoretika omenila. Eden najbolj znanih teoretikov poetike v književnosti, ruski, torej jezikoslovec Jurij Lotman, bi rekel, to so najboljše rime. Naš Boris Paternu bi tudi rekel, take dobre rime, s tem, da rimaš pomensko in slovnično oddaljene besede, so najboljše. Kdo zna, noč temno razjasni, kitare duha, torej zna duha in tako naprej. Še ena malenkost, ja, pisava. Vsi vemo, da je to bohoričica. Tudi danes bi marsikdo rad spet pisal bohoričici. Zakaj? Ker je reševala probleme sičnikov in šumnikov brez strešic. Ampak ne bomo se kaj veliko ukvarjali z bohoričico, ker ne pridemo, je le zgodba predolga. Ko je naš imenitni mojster klesal ta napis, je bila bohoričica stara že 250 let. Ker bohoričica se začne z drugo Trubarjevo knjigo 1555. Prvo je Trubar napisal v gotici, pri drugi se je odločil za to svojo pisavo, ki je bila tako ustrezna, da se je razvijala dalje, s popravki Vipavca Sebastiana Krelja in do 1584 postala bohoričica, ker jo je Adam Bohorič obdelal v prvi slovenski slovnici. Torej, tedaj je bohoričica stara 250 let in je kljub prepirom za oslovo senco okrog črkarske pravde bila v rabi približno, bom rekla, do leta 1850. Torej, ko piše Anton Trošt ta svoj napis, je bohoričica že zelo uveljavljena pisava, ob njej pa vrli Slovenci začnejo iskati novo in kazati drug drugemu moč, ampak to je pred črkarsko pravdo. To je čas, ko je bohoričica uveljavljena, vse povsod rabljena pisava 1803. Ne bom ga veliko kritizirala.
črka I že 200 in več let se piše tudi J na slovenskem. Polglasnik ga ne piše vedno, ker, glejte, trdni se napiše z ejem, še Prešeren je pisal z ejem, ampak slapenski ga tudi rečeš polglasnik, ampak on ga ni napisal, je poenostavil. Skrbi bi ga moral napisati, pa ga ni. Potem dober je v redu, Tržan je v redu. Kaj še? To je pa, to kaže, kaj bi rekli, njegovo površnost ali pa genialnost. On se s temi stvarmi ni ukvarjal. Namreč, kaj imate na koncu besede, kar mi še vedno pišemo L. In je Župančič šele leta 1920 dosegel, da vsaj v gledališču so govorili dal, mal in tako naprej, ne? Učitelji so še vedno L, dal, mal. Naš Anton Trošt leta 1803 napiše tako, kot sliši. Konec. Ne? Kaj bi rekli ob vsem tem? Nadarjen, samozavesten pisec, lahko si ga predstavljate, da je med delom briskal in si pel, na koncu je pa to uklesal. Tako. Vendar bi tu rada še nekaj povedala. Jaz sem za začetek tega razmišljanja napisala: ne stresaj soli v morje, ne nosi sove v Atene. To pomeni tudi še nekaj drugega. V Vipavi je dovolj soli, čisto preprosto. Mi na Slovenskem tolikokrat govorimo, imamo botanične Atene v Idriji, imamo jezikoslovne Atene, tam okrog Ribnice, literarne okrog Velikih Lašč, potem Atene mislecev v Prlekiji s Trstenjakom, Kocbekom in seveda Miklošičem. Ne? A ne bi malo razmišljali o Vipavi kot Atenah? Jaz sicer nisem našla prave, en pridevnik bi moral biti, ali en samostalni. Torej, kakšne Atene? Ker če pa pomislite, koliko je Vipava prispevala k razvoju knjižnega jezika, je ta delež izjemno velik. Vipava ni sprejemala tega, kar imamo vsi Slovenci, ampak je ves čas neverjetno veliko prispevala. Najprej k nastajanju knjižnega jezika s Krenjem. Malo kdo se zaveda, kako pomemben je Štefan Kocijančič, tudi Vipavec, kot nekdo, ki je ves čas bil ugledna oseba, ki je povezoval to slovensko ozemlje in ki je napisal, ko se je uveljavila nova pisava, prvi učbenik v Gajici, ki jo pišemo še danes, je napisal Štefan Kocijančič in to v Gorici. Ne? Tako da še samo eno podrobnost bi povedala o tem velikem prispevku Vipavcev. Ko je Fran Erjavec po Krasu, Trnovskem gozdu, Brdih, Vipavskem, torej preučeval naravo, je tudi zbiral poimenovanja za bitja in torej za vse, pa tudi rekla. In je to sproti pošiljal v Ljubljano Slovensko matico. In vsako leto je Slovenska matica to izdala. Vi imate v 4 zaporednih letnikih Slovenske matice 1875, 79, 80 in 82
obsežno, kaj bi rekli, slovarčke, ki jih je tja pošiljal Erjavec. In tam lahko še danes berete, kako na Ipavskem imenujejo to žival, to rastlino, kakšne pregovore imajo, kakšne uganke. Od Matice slovenske, od teh zbornikov, pa je vse to gradivo šlo naravnost v slovar Maksa Pleteršnika, ki sem ga prej omenila. Torej, Vipava je s svojim jezikom, to je treba vedeti, ne samo z ljudmi, ampak neposredno s svojim jezikom bila vrelec tudi sodobnega slovenskega jezika. Jaz mislim, da lahko zdaj končam, lahko bi še kaj našla, ampak bo nadaljeval Boris. Hvala lepa, Mani. Mislim, da bolj kompetentne pojasnila ne bi mogli dobiti. In res, glejte, zato se vrnem na tisto prvo sliko mostu v Španiji, ta rimski most, na kateri je napisalo, cesar napisal ošabno, zgradil sem most, ki bo trajal na veke. Kako je vipavski človek preprost napisal, v bistvu zelo skromno, Bog ga obdrži lej dosti. Vidite, mu je dal sporočilo, ga je poslal v čas naprej, ne tako, kot je to storil rimski cesar. Tu je ta razlika, ne? Tu je ta razlika. No, ta napis, mislim, da zasluži vso pozornost. Jaz sem pripeljal mnogo znanih slovenskih osebnosti, znanih, med njimi je tudi moj prijatelj Tone Patlič, avtor prvega slovenskega literarnega dela, ki ima v naslovu knjige besedo Most, Sebastianov most. On, ko je prečital mojo knjigo Kamniti velikan na Soči, je v njej našel junaka, hitro me je poklical in rekel, povej mi vse o mostu, ga je navdušilo. In v tej knjigi Sebastianin most se pojavlja inženir Solkanskega mostu, ki pride v Maribor, in ko je videl ta napis, je rekel, saj vi ne veste, kaj imate. Je rekel, v Mariboru smo še leta 1920 govorili nemško. Je rekel, Primorci ste bili prvi, tudi moj stari oče, ko je všel iz Italije kot slovenski učitelj, so pobegnili v Maribor. Je rekel, prvi intelektualci v Mariboru so bili Primorci. Prvi intelektualci v Mariboru so bili Primorci, oziroma najbolj vidni, da ne bom rekel. Je rekel, da bi morda napravil krivico domačim intelektualcem, pa je rekel, izredno pomembni intelektualci v Mariboru so bili Primorci. Eugen Bavčar je bil tu. Otipal je lahko. Eugen Bavčar je otipal, ker je to ene vrste Braillova pisava. Vsako črko je s prstom lahko šel in videl. Vidite, morda smo premalo pozornosti, vsak samostalnik je imel veliko začetnico. Nemci, to je iz nemščine ven pobrano. Se pravi, otipaš lahko črko in tudi slepi lahko ta napis vidijo. Moj predlog je ta napis čim prej dolo tam napraviti virno kopijo, danes z računalniško tehniko in reskanjem se to da doseči in spraviti na neko mesto. Dobro, da ga ni tank dokončal takrat 91. leta. Se pravi, vidite, nikoli človek ne ve, kaj se dogaja v zgodovini, ko se lahko nek spomenik. In še en tak spomenik imamo v Vipavi, bomo prišli do njega. Sveti Janez Nepomuk. Sem ga že omenil na začetku. Rad bi pokazal, kje ga srečamo v Vipavski dolini. To je zanimiv svetnik. Največji češki. Na Češkem je to, in razširil se po celi Evropi, najdete ga na Tirolskem, v Italiji, po vseh deželah. On je bil praški škof. No, bom prišel do njega, najprej bom pokazal, leta 1993 je češki kralj dal vreči v Vltavo, zato ker se je Sveti Janez Nepomuk, ki je bil glavni praški škof, se je uprl kralju, ki je uvajal neke spremembe v cerkev. Poleg tega pa je bil Sveti Janez Nepomuk veliki zaupnik kraljeve žene, ki se je spovedovala pri njemu. Kralj je zanimalo, kaj ji je pripovedoval in je bil ljubosumen z tega stališča, ker je rekel, on več ve kot vem jaz, kaj se mu žena vse spovedala in tako naprej.
Imamo ga v Vipavski dolini na Nemškrci, ob cesti, ob potoku Jovšk, v kapelici. Časovno ga ne moremo datirati. Vidite, to je ta kapelica. Skrbnik je gospod Zdravko Kalin, ki ga pozdravljam in je tukaj prisoten. Sam je uredil kapelico, tam zadaj sedi, sam je uredil kapelico, zgledno narejena, uredil vse potrebno za varstvo in stal je pa v bližini mostu, ker je Jošk popravljal še vedno ta del polja tu, vidite tu večkrat popravljal, je tako, Kalin? Jovšk, ja, tudi v jožefinskih zemljevidih je upisan sedaj Jovš SCH, mislim, da kako že ima, je bolj natančno upisan kot v slovenskem atlasu v specialki noter. No, tako izgleda, vidite, spoznali ga boste, se pravi, oblečen je v štolo, je štola to, je tako? Koreten. In kapi se reče kako? Specifična kapa, ne vem, sem vedel, na B, mislim, pa ni bistveno. Najprej ga spoznate potem, da drži v roki križ, poševno drži Kristusovo razpelo, se pravi, slisti so in običajno, ampak ni to pravilo, ima okoli glave aureolo s 5 zlatimi zvezdicami. Tukaj to ni, ampak to je običajno pri kipih, bomo videli malo kasneje, kako so to. No, to je Karlov most v Pragi iz leta obnovljen 1411, v taki obliki je bil tudi prej. No in na tem mostu se nahaja najstarejši kip in od tu je bil vržen, Svet Janez Nepomuk, vidite, tu ga bomo našli, tu gorje, približno v sredini mostu, ni tako velik kot ostali, vendar je to najbolj obiskana točka celega mostu. Tako to izgleda, vidite, tale v Pragi, enako oblečen, poševno s tem, da ima palmovo vejico, nekateri pravijo, pojavljajo se tudi Nepomuki z prstom na ustih, se pravi, on je bil čuvaj sakramentne spovedi. On ni hotel kralju povedati, kaj mu je kraljica povedala. In zaradi tega je bil vržen tudi, ker je bil kralju vosuven, ga je dal vreči v... In teh 5 zvezdic naj bi bilo, jaz latinsko ne znam, ampak nekje sem prebral beseda latinska taqui, kar pomeni molčim. Se pravi, povedal je molčim. Teh 5 zvezdic naj bi bilo 5 črk na tem napisu. Vidite, tu spodaj je tabla. Če pogledate dobro, tu je kraljica, ki kleči pred sprižnico, kateri on. Tu je pa pes, ki pomeni zvestobo, on je bil zvest svoji gospodarici. Pes simbolizira spet alegorična prispodoba in tu je slika, no to imam povečano, vidite, kako ga mečejo. Čeprav legenda pravi, da so ga zvezanega v vreči vrgli v Vltavo in ko je padel not, je iz Vltave ven prišlo 5 zvezdic in od tu teh 5 zvezdic na njegovi aureoli. Tako izgleda ta kipec v Vipavi, ne v Pragi. No in sedaj od tu pridemo pa na Taborski most. Se pravi, bom povedal še to, tu sem spregledal, oziroma mi je všel en posnetek enega svetega Janeza Nepomuka, najdete v kapelici v Skriljah, pri starejši hiši Faveti, tam je moral biti mlin nekoč. Freska je v relativno slabem stanju, je pa pod spomeniškim varstvom, se pravi 2. Morda je še kakšen, jaz za druge ne vem. Domnevam, da je bil tudi na Napoleonovem mostu eden. Ampak potem, ko je Napoleon šel, ker Napoleon sigurno ni postavljal kipce, zato sem rekel, da tisti podstavek dopušča možnost, da je bil kasneje, nimam dokaza in ne morem tu argumentirano govoriti, ampak to je moja domneva, tako zgleda Praga. No, sedaj smo pa pri Taborskem mostu. No, ta most pa mi je tudi dal, bom rekel, kar nekaj težav mi je povzročil, ker ga enostavno nisem mogel datirati. Gre za izjemno zanimiv most. Če pogledate njegovo mikrostrukturo, boste videli, da je ena packarija, da rečem. Vam bom pokazal dobesedno packarija. Če ga gledate malo bolj oddaleč, je čudovit most, ko vam vse tiste, bi rekel, tisti detajli izginejo, most deluje in je v bistvu sestavni del Vipave, ne se Vipave brez tega mostu. A vi veste, kateri je najstarejši most v Sloveniji? Ohranjen. Torej, za tistega, za katerega jaz vem in napisal sem 2 knjigi o slovenskih mostovih, to sta ti 2 knjigi, v kateri so več ali manj vsi pomembni slovenski mostovi noter. Najstarejši je Kapucinski most v Škofji Loki ohranjen, so bili tudi prej mostovi v rimskih časih.
Kapucinski mož Škofilok iz leta 1370. Postavilo se mi je vprašanje, kateri je pa drugi najstarejši. V tej knjigi in iz gradiva, ki sem ga dobil, mi rezultira, da je najstarejši iz leta 1665. Vendar sem rekel takrat, zdaj pa pojmo pogledati, kaj je bilo v Vipavi v tem času. Vazorjeva knjiga, ki je čudovit, edinstven presek časa v 17. stoletju, je šla 1689, nariše on Vipavo in sicer tukaj napiše Alteburg, staro mesto, kar je Tabor, je tako. To je Neuburg, to je novo mesto, se pravi z Lanterjevo palačo, to je cerkev, ne vem, nekam blizu je, morda je bila kasneje ta zgrajena tu. Poglejte, kako je Valvazor z puščicami lepo vrisal tok Vipave. Točno, kje teče Vipava, tu je bil taborski mlin, 6 mlinskih koles je tu, bomo malo povečali, to je bilo mlinsko kolo. Čudovite vrisal. Tale Valvazor je pisal tudi Vipava, pri Starem gradu ima slovensko besedo Vipava. Tu pa ni napisal, ne vem zakaj, ampak je recimo, ni to on risal. On je imel več ljudi, ki so delali te bakroreze v Vipavi. No, in tu je sedaj povečava. Se pravi, domnevam, če je šla knjiga 1689, je bila risba recimo okoli 1680. Tabor, ga vidite? Dvoločni most. Taborski stolp, ki ni imel strehe, ker je bila gor platforma, ki je bila kontrolna točka za most. Se pravi, most je bil na takem mestu, ko si šel čez most, si šel vedno mimo utrdbe, verjetno je bila tudi mitnica, ker si plačal nekaj, da si šel čez, morda ne lokalni prebivalci, vendar in Vipava začne od tu navzdol. To, kar je gor, so pritoki. Je več pritokov, Vipava začne točno in prav točno pri Taborskem mostu. Od Taborskega mostu dol, vsaj jaz ne vem, ni nobenega pritoka, nobenega vipavskega zvira več. Se pravi, to je prvi most in dolgo časa edini most, sploh v celi Kamniti, v celi Vipavski dolini. Gremo naprej. Vidite, šel sem pogledati, potem spet to so jožefinski zemljevidi, ki so izjemno natančni. Lanterjevo graščino boste spoznali, ker je tu risan park. To je ta baročna os, ki je tekla skozi park, Lanterjevo palačo. In morda se tu ne vidi tako dobro, so pa izredno natančni. Na tem mestu je vrisan, se pravi 1780, tudi most z rdečo barvo. Vrisan je z rdečo barvo, tu je Lanterjeva palača, zadaj dvoriščna poslopje, tudi tu čez Lanterjev most Kamnit, o katerem bomo kasneje govorili. Se pravi, imamo dokaz za dva kamnita mosta. Predtem, jasno, v Valvazorju, kar nam je najboljši. Moja domneva je, po proučevanju zgodovine Tabora in dogodkov v Vipavi, kdaj so se Lanterji preselili, Tabor je bil v bistvu mesto z zidom, stolpi, z obrambo proti Turkom, ki so prodirali tudi v 16. stoletju še intenzivno, za časa Trubarja. Tudi Trubar je tu potoval po tem mostu velikokrat na Osličku v Gorico. Valvazor piše, da je bila Vipava v tem času skoraj 100% protestantska. Na to je prišla močna protireformacija, ko so grofa Lanterja prisilili, da je poklical vsakega kmeta, vsakega prebivalca in zahteval, da se izjasni, ali je katolik ali je protestant. Kdor je bil proti, se mora odseliti. Tisti, ki so ponovno potrdili, da so katoliki, so smeli ostati tukaj. In me preseneča to, da se je Valvazor posvečal veliko temu, pa pričakoval sem, da bo vsaj o kakšnem mostu kaj napisal, pa ni. Ampak jih je narisal in so to pomembni dokumenti. Poglejte, to je pomembno, kakšne ceste smo imeli skozi Vipavo. Avstrijski cesar Jožef II, to je bil sin Marije Terezije, ki je vladal tudi, sovladal za časa njenega cesarjevanja. Je potoval od Postojne do Razdrtega in opozoril na stanje cest 1784. Takrat je skozi Vipavo tekla deželna ali komercialna cesta, široka le 4 metre. Tudi most je bil ozek. Konec 18. stoletja začne Avstrija širiti ceste, tudi cesto skozi Vipavo, vendar samo v smeri proti Gorici. Zato mi je bil most Dolenjak tujek, ki je imel samo en razlog. In prepričal sem, da je bilo tako.
In na jožefijskih zemljevidih je cesta skozi Vipavo označena z dvema paralelnima črtama, to je deželna cesta, komercialna cesta so imenovali, relativno visokega ranga. Se pravi, skozi Vipavo, tu zadaj za nami 2 metra proti Ajdovščini, približno po isti trasi kot do zdaj. To je Wagnerjeva slika, ki jo sigurno poznate, čeprav se z njo ne povsem mi daje eno čudno perspektivo, ta zlom na Taborskem mostu mi ne gre v račun in ne najdem razloga, zakaj je to tako. Ne vem, ali most začne tukaj tja, ampak verjetno, da je že tu začel, samo iz drugih, po drugih podatkih naj ne bi bilo tako, je pa vrisal tu, vidite, sta bila 2 proti pod skalo, tukaj skalco, zvali se, tu so bili mlini, vidite, tu je bil en, tu je tekla voda iz mlina ven in pa en mlin je bil tu, na tej relaciji, tako je on videl 1844. Pogled na most, 2 znamenitosti na mostu, eno je ta napis, tako kot na slapu v sredini in ta milni kamen. Izjemno pomembna zadeva. Pojmo k tej tabli. Letnica piše po nemško, Erweiter, razširjeno, pomeni, da je bil most razširjen, in junija 1810. leta. To je čas Ilirskih provinc. Rekli smo 1809. Francozi zasedajo slovenski teritorij in so potrebovali širšo cesto. Zakaj? Zato, da so lahko topove vlekli. Francoske vojaške sile so imele inženirske noto, ki so posebej bile za gradnjo cest in mostov. Iz francoskih vojaških šol je šla prva civilna inženirska šola na svetu, École des Ponts et Chaussées, v Parizu 1746. leta. Ta tabla mi je zanimiva, ker mi pove nekaj o Ilirskih provincah. Se pravi, napisano v nemščini v času Francozov, nemščina je bila drugi uradni jezik, prvi je bil francoščina, drugi nemščina, se pravi, to je v redu. 1810 tudi v redu, vidite, tu je pa nekaj, kar ne vemo, kaj je, in je nekdo s skalpelom to stolko dol. Moja domneva je, da je bil tu francoski orel, nek francoski znak, bodisi lilija ali karkoli, ker so bili Francozi tu samo 4 leta, so odšli, Avstrijci so prišli in so to enostavno poštemali. Tako da imate lep dokaz francosko-avstrijskega premikanja tu na tem mostu narisano. Vidite, tu je pa ostala še, ni bil tako perfekten ta, je tu vidite eno ravno črto, ki je bila odprej, in tukaj je ena ravna. Prosil bom tiste, ki se s heraldik ukvarjajo, če poskušajo najti kakšen simbol je bil, ampak zanesljivo je bil francoski, ne pa nemški. Most je bil razširjen. No, nekaj o Ilirskih provincah, general Marmont, potem je bil Blanchard, pa še drugi. Uvedene so bile pokrajine, župani, Vipava takrat, verjetno Vipava, to dobi župana, ni več te feudalne ureditve. In tudi recimo rojstni listi, potem vse to, kar so župnišča vodila, so prenesli iz župnišč v posvetno civilno sfero. Kot sem rekel, uradni jezik francoski, nemški, in Francozi gradijo mostove tudi zato, da lahko vozijo živo srebro nazaj. No, to je pa most, zdaj, če ga pogledamo, pogledajte, tudi dokaj grobo obdelan, kamni niso, bi rekel, perfektno oblikovani, dokaj grobo, ampak nič hudega, zaradi tega nosilnost ni nič manjša, celo boljša. Nosilni del mostu je samo tale, to je lok, velik, po domače rečeno, ne? In tukaj gor, vidite, so pa nametali kamne, neobdelane kamne, tako kot je prišlo, so ga vredili v avto in tako je ta most zrasel. Zdaj vam bom jaz poskušal. No, to sem pa šel spodaj pod most, da bi videl, kje je bil razširjen. In vidite tukaj šiv. Se pravi, to je stari most in to je novi most, je še ena boljša. Zdaj pa naslednji detalj je ta, se pravi, razširjen je bil od tu do tu. Zanimivo, da tudi pri prvi gradnji, nekje do te višine, so kamne koliko toliko še oblikovali. Potem je pa velik nered in tak kamen, kot je prišel pod roko, skupaj z malto je bil oblikovan, medtem ko na tem novejšem delu pa vidite že bolj oblikovane kamne. Tako da se jasno vidi to razliko. Tako da od gor je asfalt, ne vidite nič, kaj je bilo rešeno. Od spodaj, ko bo nizek vodostaj poleti, zdaj je bila izjemno visoka. Znamenitosti tega mostu, to je pa milni kamen. Vam ga bom, ki je na vogalu, v taborski trdnjavi, na njem piše to. Rimska 2, 11 majlen, mil,
von Laibach iz Ljubljane. Zanimiva pisava. To je poštni milni kamen. Zdaj vam moram na kratko povedati nekaj o zgodovini pošte na Slovenskem. Leta 1722 je Karl VI, oče Marije Terezije, ki je prespal tudi tu v Vipavi, 1728. leta je bil tu, določil, da mora pošta postati monopolna državna institucija. Prepovedal je komorkoli vsem slom raznih grofij in tako naprej prenašati pošto, samo država lahko. In Marija Terezija je 1749. naročila izdelavo milnih kamnov za vse pošte. Se pravi, center izhodišče je bil na Dunaju, točka nič, do Ljubljane so šteli milje z milnimi kamni, Ljubljana je bila spet točka nič za regionalno poštno povezavo. In sicer je iz Ljubljane ena poštna milja avstrijska merila 7600 metrov. Se pravi, do Ljubljane je približno 82-83 kilometrov. Milni kamni so bili pa postavljeni na vsako miljo, na vsaki 7,6 km, razdaljo so pa merili z merilno verigo, dolgo recimo 100 metrov, in so jo premikali in postopno so merili razdalje, tako da so vedeli kaj. Ti milni kamni v Sloveniji je samo še 18, bili so, kot sem rekel, na vsako miljo, jih je bilo veliko, ohranjenih je samo še 18. Samo 4 so še na originalnih izvornih mestih, eden od teh je v Vipavi. Se pravi, samo 4 taki so, to je rariteta, ki jo Vipava ima, ki se je ni dotaknil, niti pod fašistično Italijo so ga pustili pri miru, ko bi rekel, da nemški napis odstranijo, pa očitno jih ni motil, ali pa niso vedeli niti, kaj to je. Ne? Se pravi, je ostal. Samo kaj je s tem kamnom in še to. Ta kamen ni na izvornem mestu, čeprav izvorno mesto je bilo na mostu, vendar ne na tej strani. Milne kamne so postavljali vedno na levi strani ceste. Takoj ob cestnem jarku. Zakaj? Zato, ker poštne vprege so vozile s 4 konji in na prvem levem konju je sedel kočijaš, tisti, ki je vozil kočijo, in je on zato na levi strani videl. Na drugi strani kamna običajno je pisalo, koliko mil je v nasprotni smeri. Na tem kamnu tega ne piše, tako da ni pa to bilo nujno pravilo. Se pravi, 2 mili, naslednja pošta je bila, 2 mili, vidite, tu je bila v Črničah. In Črničah je bil milni kamen, 2 mili je bila pa Gorica kot končna postaja. In 2 mili je pa iz Vipave do Razdrtega. Točno 2 mili. To je zanimivo, kako se to poklapa. Tisti, ki so vozili pošto, oziroma prenašalci pošte, postiljoni, so imeli poseben privilegij. Ni jim bilo treba iti v vojsko, bil je to dedni naslov lahko, imeli so kup privilegijev, lahko so pobirali napitnino, dodatne zaslužke in tako naprej, tako da so bili to, bi rekel, ljudje relativno visokega ranga. In iz spiska poštarjev iz leta 1795 najdemo 2 imeni. Eden je bil, ne vem, Kalin, kako? Anton Kalin. Po mojem izhaju iz te iste rodbine, ker gospod Kalin na Nemškaci stanuje, je bila postaja, kjer so imeli konje v hlevu. Največja postaja je bila po Postojni. Postojnska pošta je imela po 100 konjev. 100 konjev. Ko je prišla železnica 1857, da je to v trenutku razpadlo. Ampak Vipava je bila, hočem to povedati, pomembna poštna postaja. So pa mejnike postavljali tele milne kamne, tudi Rimljani. Eden je bil najden pri gradu Trilek gor na Colu, ki je danes v muzeju, ne vem zakaj v Ljubljani in ne na Primorskem, to bi morda bilo še za urediti. Ta kamen pa, moj predlog je, zelo mi je žal, da ni danes župana. Ta kamen je, gledajte, poškodovan je tu na tem mestu, ima več, vidite, strukturnih razpok. Problem je pronicanje vode v te razpoke, zmrzovanja po zimi, ki razganja kamen. Povem samo en podatek, bral sem resno strokovno analizo o stanju kamna v Benetkah, enega doktorja znanosti, ki raziskuje materiale, rekel je, Benetke nimajo življenjske dobe daljše od 1000 let, ti kamni bojo v tem času razpadli. Ta kamen čim prej spraviti, bodi si na občino, bodi si na Terjevo graščino, nekaj mora iti kopja na to mesto
In še to, ker pravim, da ni na svojem izvornem mestu, je na desni strani ceste in je obrnjen tako, da ta napis je vedno bil obrnjen v smer, odkudar si prihajal. Se pravi, morda je bil postavljen, morda mi je prišel prav kot vogalni kamen tega zidil tukaj, ampak ta kamen mora v najkrajšem možnem času, jasno pod strokovnim vodstvom Zavoda za varstvo kulturne dediščine iz tega mesta proč. Vidite, tu je poškodovan, vidite, tu ga je nekdo z neko zadevo zadev, to so pa ti ščitniki, na tej strani so bili pa zamenjeni, kolikor vem. Ne? No, to je poštna karta, vidite, Adelsberg Postojna, tu je Prevald razdrto, tu je šla v Trst in v Vipavo vidite 1 milja, 2 milja do Vipave, 1 milja in še 1 milja Črniče. Tu je bil Peter Gal oziroma Petr Galoše, ki je pri Ajdovščini, ni slučajno to, poštar je bil Peter Gal, ja. In potem Gorica. To je poštna karta iz leta 1812, ki kaže Trst, vidite Idrija. Živo srebro je tekel pa tako, po najkrajši poti je tekel Trst, kot da bi ga zlival dol. Ne? Še en detalj, mislim, da je to originalno ograja, vidite, kako lepo je narejena. Tako zaklinjeno, tu so bile železne spone, zalite svince, to je tudi en detalj, ki je čudovit. Čudovit detalj, ne? Kako domisleno je bila ta ograja narejena. No, zdaj bom pa poskušal, čakajte, bom pogledal, ne. Bom poskušal jaz to sliko, da boste videli, je treba vedeti, da so mostove delali tlako. Jaz ta most uvrščam v 16. stoletje, s tem je avtomatično drugi najstarejši most v Sloveniji. Malo moramo počakati, evo, bom poskušal jaz to zadevo povečati. Poglejte, ko sem rekel, da so ogrevali, da bi se vidite tu opeko. Vidite tu opeko. Prst robir, ko so neko hišo porušili, so material zbrali, zmešali z malto in so formirali zid. To je Taborski most. Ta stari del, ja. Ne, z druge strani sem imel pa velike težave, ker je nedostopna in ob tem vodostaju nikakor nisem mogel priti, da bi z druge strani bil dostopna obdelave. To je južna fasada, južni del mosta. Vidite, in te opeke je kar veliko noter, vidite jo tu. Vidite, velik nered, vendar bi rekel, to vidiš samo blizu, mikrostruktura. Ko greš daleč, je pa most čudovit. Ima arhaično, ne samo to, tudi krivulja tega loka je nekaj posebnega. Ni polkrog, kot je Dolenjski most, ampak je zgoraj zelo sproščen, zaradi tega, da most, površina povozna na mostu ni visoka. Vsekakor pa je ključno to, da je bil zraven ob tem stolpu. To je bil pa stražni in kontrolni most, stolp na tem mostu. Kako veste, da je ta del nov, mislim star, dnevnik je lepši? Ja, je vmesno vprašanje, sem imel tudi težave, ampak bi rekel, če je tabla, da je razširjen na tem delu, bi domneval, da je tabla na tistem delu, ki je bil razširjen, ker piše Erweitert na tej strani. Nisem mogel dol, vendar ko sem gledal te posnetke, sem videl, da je na razširjenem delu oziroma na zgornjem delu so kamni lepše oblikovani, bolj so oblikovani kot na tem drugem delu. In tudi širina tistega dela, ki je bil prizidan, ni tako velika, da bi omogočala zadosti široko pot. Bom pa to še dodatno preveril, ko bom lahko šel pod most, ampak do sedaj sem prepričan, da je to tako. No, vidite, še nekaj želim povedati. Nekaj malega se spoznam na kamen, ker sem veliko študiral, ko sem pripravil knjigo o Sokanskem mostu, kjer je kamen ključni element, tam je na Brežinski klenec. A ste šli kdaj po Vipavi, ko je padal dež? A vidite vi, da vipavski kamni spreminjajo barvo, da so portali drugačne barve v dežju, kot so v suhem. Kamni tudi sporoče sebe. Vidite te portale tukaj, izjemno nekonvencionalni in nenavadni. Vidite to, pogledajte to. In sedaj bom poskušal ta detalj tukaj izvleči ven. To je iz leta 1860. Čigava je bila ta hiša? IT so prve črke. Silvestrova. Tako rečemo po Tako, aha. No, gledajte to. Poglejte ta detalj.
poglejte ta detalj. To sem slikal s teleobjektivom, vidite tu školjko, ki je ne vidite sposobnik. Tu je druga školjka, tu nekje gor je še en krog, jaz to tu ne vidim. Ne. Se pravi, polno fosilov, to je nabrežinski apnenec. To je nabrežinski školjčni apnenec, v katerem so morski fosili in so lepo vidni. Če boste šli po cesti, jih morda ne boste videli. Bomo videli pa kasneje pri Lantirjevem mostu, kako prije barva kamna do izraza. No, in toliko o Tabrskem mostu, mislim, da sem več kot zadosti povedal. Prehajamo na zadnji most, to je Lantirjev most, tako kot ga je videl Pilon. In tu moram pa, dovolite mi samo trenutek, da bom preskočil na drug, ker imam ločene posnetke. To je pa Lantirjev most, v Lantirjev mostu se pa splača. Jaz ga definiram, gledajte, vam bom prej povedal nekaj drugega. V okviru tega Evropskega združenja, v katerem sem delal, kako? Ja, tudi sem zložil. Pred 3 leti smo izdali knjigo, v kateri glavni urednik in avtor velikega dela sem bil, z naslovom Footbridges, išla je v angleščini v Londonu, Footbridges Small is Beautiful, po slovensko mostovi za pešce, majhno je lepo. In to je Vipava. V tej knjigi je iz 20 držav so prikazani najlepši mostovi za pešce in pod Slovenijo, jasno, ker sem bil zraven, sem imel to možnost, da sem vključil tudi Lantirjev most, ki je dobil dostojno fotografijo kot svetovni unikum. Bom povedal, zakaj svetovni unikum. V tej knjigi je 220 mostov za pešce. Nekaj podobnega, kot je ta most, enostavno nisem mogel najti. Ko sem pisal knjigo o Solkanskem mostu, sem iskal po Evropi in po svetu mostove, ki so podobni, da sem lahko napravil komparacijo mostov, primerjal in rekel, Solkanski je največji, zato ker vsi ostali so manjši. Nisem najdel večjega. Da bi pa primerjal ta most, pa nimaš z ničemer primerjati. To ni most, to je skulptura. To je skulptura. Spet se vračam k Valvazorju. Kaj je Valvazor rekel? Vidite, 1689. leta, kot da bi danes fotografiral. Lantirjeva graščina, ta zid s tem portonom, kako rečete tu, kolona. Kolona. In tu most noter, urisan 1689. leta. Valvazor. Izredno natančno. Samo odkje bi to narisal? Ja, sem poskušal priti, nisem mogel priti, ker je bila slana tisti dan, se povzpeti nekje nad gostilno pod Farožem gor na tisti breg. Nekje nad gostilno pod Farožem gor bi našel pozicijo, s katere bi lahko bilo to narisano. To je situacija danes. Se pravi, most je šel, če greste skozi ta vrata naravno skozi stavbo, prijete do vrat na drugi strani stavbe in nadaljujete pot direktno skozi most. To je pa Pilonova fotografija iz leta med 1223 in 1225, ni datirana. In tu imate Pilonov komentar, ulica v Vipavi, desno graščina, grof Lantirij. To je on pripisal na sliko. Te slike so v Etnografskem muzeju. Tu vidite Jarek, kar sem prej govoril. Vse ceste so imeli cestni Jarek. In glavna transportna pot med Primorsko oziroma med Goriško in Kranjsko je tekla tukaj. Tu je bila neka čuvajnica, če jo prav vidite. To je bilo potem 1210. je zadnji Lantirij, ki je umrl, je zapustil to stavbo. Tako zgleda zadeva danes. Poglejte, iz te stvari, tu boste opazili protipoplavno steno, vodotesno, ki je tudi na tej strani. Balkon, no in poglejte, pozornost temu, to je ključ nad Velbom, reče se mu ključ, temu kamnu, na katerem je pisana letnica 1669. To je dokaz, da je bila hiša takrat narejena. Zdaj vam moram nekaj na hitro, ker smo že dolgi povedati o Lantirijih, ampak mislim, da je vredno.
Lanterji so prevzeli nekje v 16. stoletju, se je imenovala Lukrecija, prevzame tabor 1565. 1570 je bil Lovrenc prvi lanterji dvorni tečaj, to je danes na Vipavskem, na Dunajskem dvoru, premalo uporabljeno. Dvorne tečaje je imela Vipava na Dunaju. No in 1651. Anton V. Lantieri, ki je zgradil v Ajdovščini predilnico in papirnico, bil je podjeten, je gostil leta 1660, ne še v tej palači, ker ni bila zgrajena avstrijskega cesarja Leopolda, sosledje dogodkov. 1669 na tem mestu stoji že nova palača. Verjetno je domnevo, da je cesar prespal premalo v ugledni palači, imel je že denarja, ker je imel tovarno v Ajdovščini in je zgradil ugledno palačo in si je uspel privoščiti tudi tak most. Poglejte, to je kmalu podržil in vidite, ta kamen tega mostu je sive barve, medtem ko je ta bel. To je nabrežinski apnenec, ta kamen je, o katerem bom kasneje, je pa repenski, ki je siv. Repenski apnenec. Bom par besed povedal o tem. Letnica, se pravi jasno, to je pogled od tu spodaj, podobnega je napravil Pilon. Glejte, ta fotografija je izjemno pomembna. Se pravi, tega zida, ki ste ga prej videli, ni bilo takrat, ker je šel lahko niže, nisem mogel tako nizko iti, da bi ujel gor tale del pobočje, celo Stari grad me se vidi. Ampak poglejte to. To je 1 meter, od tu dol Vipava je bila takrat je bila Vipava, oziroma tu samo 1 meter, ne, više je bilo dno, kot je sedaj. Vidite, so pa vsi, skoraj vsi, praktično so vsi stebrički tukaj. Boste videli, kakšno je bilo stanje kasneje. To je recimo 25. leta. Pilon dokumentira ta most. To je približno z istega mesta posneto. Kaj je posebnost tega mostu? Zakaj pravim, da je unikum? Prvič, evo, tu imamo ložo, to ni posebnost, in balustradno ograjo iz kamnitih stebričkov, se pravi loža. Tu je grajska gospoda, da rečem, poleti imela klopi, čajanke, sedela, se hladila v Vipavi v senci, spodaj je šumela Vipava, to je air condition, hladilna naprava, čudovita. Vendar posebnost tega mostu je, da je njegova nosilna konstrukcija, da so kamnite plošče monolitne, pa ste v enem kosu, od enega stebra do drugega, najdaljše 2,60 m, to ni malo, samo 13 cm debele, in še večja posebnost so pa ti stebri, monolitni iz enega kosa. Nisem našel na svetu mostu, ki bi imel stebre iz enega samega kosa kamna. Nisem ga našel. Nisem ga našel. Poglejmo sedaj, kako so ti kamni oblikovani. Vidite, tu zadaj so ravni. To je še drugi pogled z enega nadstropja više. To je bilo preden je bil ta del urejen tukaj. Pogled na most z te strani. Vidite, kako je bil spredaj hidravlično oblikovan zašiljeni stebri. Ampak ni bil zašiljen na tem delu, zakaj? Ker je rabo tu kvadratno naležno površino za kamnito ploščo in spodaj je bil tudi kvadraten, spet tu se neha tale zašiljeni del, zato da je nalegel na tla in na temeljni kamen, ki je bil spodaj, ta steber je bil povezan z utorom, pero in utor, se pravi se je zajedel noter, tako da so onemogočili premike. To je seveda zdaj obnovljeno stanje. Vidite, da tukaj je sedaj dno precej niže, ker ta del je bil narejen tako, da je ta zasut z rečnim materialom. Kako globoki so temelji tukaj? Bom pokazal, bo videti. Zdaj je spremenjeno stanje, ni tako zelo, recimo pol metra globlje, ampak to je cel sistem. To je še pogled, podržje zanimivo, to vidite, kako se sveti, kako je obdelano. Te plošče tu so originalne, niso vse originalne, ampak te pa so. To je en detajl, stik, kako je to ležalo gor. Z drugega konca. No, vidite, to so pa stare originalne plošče, približno pol je starih, pol je novih. Kako so bile med sabo povezane spete, tako kot smo videli na Taborskem mostu, s železnim sponami, zalitimi svincem. To je detalj, ki zdaj ni bil spoštovan, ampak je pač tako, ker tudi ni potrebe zdaj po tem. To je moja fotografija, ki sem napravil leta 2001, svetlo vidite kamne, ki so
ki so novi, to so stari kamni, poglejte, kakšno stanje je bilo teh stavb tukaj, balkon, razsut, okna, preperela, razpadlo, vse to je bilo tako, da ni bilo ničemu podobno. To je pa sedaj končno stanje. Še to, pogled na te stebričke, vidite kaj čudnega tu na tej sliki. En stebriček je drugačen in to je ta. Dva sta, če niso celo tri, ampak dva sta drugačna od drugih, to so originalni. Ne razumem, zakaj so bili drugačni. Morda je to neko skrito poročilo nekim ljubljenim osebam, lahko je imel dve hčerki, lahko je imel dva, ne vem, tako naprej, ampak to ni, veste, to ni slučaj. Je skrito sporočilo, se pravi nova govorica, ki je, ne vemo, kaj je s tem želel povedati. To je ostalo. No, hiter pregled, 14 metrov pa pol dolg, najširši del na loži je 4,30 m, 58 balustradnih stebričkov, 24 vogalnih, ki nosijo ograjo, višina 98 cm, stebrov 23, debelina plošče 13-14 cm in 1240 kg najtežja plošča, vrsta uporabljenega kamna, repen. Jaz sem prišel z strokovnjakom za kamen, ki ima kamnoseško delavnico v Italiji, 50 let se ukvarja, ko je prišel na most, je rekel, to je repen. Jaz sem hotel, da preveri, zakaj je repen. To je edini most v Vipavski dolini, ki ni narejen za avtohtonega materiala. Se spomnite, Taborski most, Lapanski most, most v Dolenjah, potem so mostovi v Šentvidu, pod Nanosu, ki so iz črno-sivega avtohtonega materijala. Ta ni. Je sive barve, ampak je bil načrtno pripeljan ta kamen. Zakaj? Ker ima izjemne karakteristike za konstrukcije v vodi. To vam povem na hitro. Repen je kraški apnen z 99%. Sive barve z drobnimi vosivi, izjemno homogene strukture. Lokalni kamen ima razpoke, se ne da narediti tako velikega stebra iz enega kosa. In ključna karakteristika je majhna vodopojnost, komaj 4 litre, na Brežinski ima 12 litrov pojnosti, kar je tudi malo, in zato je Sokanski most iz zmrzinsko obstojnega kamna, ta je pa še bolj obstojen, ni pa tako atraktiven, ker je sive barve. Ampak izbirali so kamen, so vedeli, da bo most stalno v vodi, v senci, ki bo zmrzoval zadaj po zimi in tako naprej, in so uporabili repenski kamen. Se pravi, prišel je od drugod. No, tu so bile znamenite osebnosti, lantjeri so bili pomembni, tudi en papež je prespal pri njih. Papež pri 6. Ja, to je bilo leta 1500, sem si zapisal, to se ni bistveno, nekje imam zapisano preveč podatkov. Karlo Goldon je negoče bil zdravnik pri lantjerih, 2 leti je živel tu. Utemeljitelj komedije dell'arte, na Zemanu, kar je manj znano, je uprizoril prvo lutkovno igro na slovenskih tleh, mislim, da je bila prva. 18 let star. Lorenzo da Ponte, Mozartov libretist, je bil tudi dolgo časa in živel pri lantjerih, znane osebnosti. In tretja, najbolj problematična, je pa ta. Giacomo Casanova, ki je pobegnil iz Beneških ječ in je iz Benetk prebegnil sem k lantjerjem. Se pravi, je prišel iz, takrat je bila Serenissima, je prišel v Habsburško cesarstvo. Ima morda, njegov sloves morda ni vedno dobro razumljen, ker ga poznamo samo po eni njegove karakteristike, je bil pa velik znanstvenik. Je prebival tudi tukaj. Jaz ne moram trditi, da je šel čez most v Benetkah, se pa strašno ponašajo z mostom, čez katerega je šel Casanova. In to dobro naučujejo. To ne govorim zaradi tega, da bi to naučevali, ker nimam, domnevam pa, da je šel, kar pa ni pomembno. V Amsterdamu sem videl hotel, kjer je pisalo, v tem hotelu je pisalo na steni, Hemingway ni nikoli spal tukaj. Mislim, to je bila njegova glavna karakteristika. Tako da so, bi rekel, ponašanje s takimi osebnostmi je lahko problematično. No, in to je posnetek poplave 11. decembra, pred dobrim mesecem, ki je poplavila most. Vidite, tako je to izgledalo. To je z druge strani. Sreča je ta, da je tok Vipave zelo kratek. Se pravi, ne prinaša vejevja, če ne bi bil most ogrožen. In sedaj še zadnji del,
obnova Lanterjevega mostu, to pa se splača videti, da boste vedeli, kaj je bilo prej in kaj je danes. To je zgodba ali drugače zgodba o uspehu. Še enkrat mi je žal, da ni župana tu. To je bilo stanje tega Lanterjevega mostu pred letom 2000, vidite. Katastrofalno. Tu se je udaril odlomil en vogal, zato je padla plošča dol, tu se je tudi nekaj posulo. To so vsi stebrički, ki so še ostali. Veliko jih je bilo v Vipavi, veliko preokoliških prebivalcev, ki so jih kasneje prirašali nazaj, da so dobili svoje mesto in se je počasi zgodba. Tu vidite še te spoje, vidite tu, kako je bilo po starem to speto skupaj. Ne? No in potem je z evropskimi sredstvi program FARE je to bil, je občina Vipava uspela pridobiti sredstva in pristopila k obnovi. Celo tu na tem delu, tu je bil beton, vidite, tako, tu so bile plošče odstranjene in tako je izgledala ta zadeva gor, tu ni bilo ograje, vse razsuto, da ne govorim. Še en posnetek z vrha dol, še en posnetek, bomo šli hitro, pričetek obnove, to je bil restauracijski center, jaz sem bil pri njih, sem dobil z njihovim dovoljenjem te fotografije, da sem spoznal postopek, kakšen je in dobil marsikatero informacijo, demontaža najprej vseh originalnih delov, izdelava, sedaj pa je to, kar ste preprašali, izdelava temelja, beton, se pravi, narejen je bil betonski temelj na tem delu po celi dolžini, na tem betonskem delu so bili pa potem narejeni, vidite, tu so nastavki za podstavke za stebre, betonski, zato da so prišli na določeno višino, ko so postavili stebre, da so dobili višino željeno mostu v končni višini. Tako izgledajo betonski podstavki. Tu je montaža prvega stebra na isto mesto, tu vidite, da so vrtali noter, naredili luknje in so dali not inoks, iz nerjavečega jekla moznike, s katerimi so spajali ploščo z stebrom. Ne? To je dobro, da vemo, kako. To so nove plošče, ki so bile pripeljane pred vhod Lanterjeve graščine, polaganje plošč na svoje mesto, to je v zaključni fazi, vidite tukaj, to in tako je, vidite te moznike tu za ograjni pas, ne? Tukaj gor, to je vse inoks, nerjaveče, se pravi, s tem, to je pa praktično skoraj končan most, to je prvi del zgodbe o uspehu in drugi del zgodbe o uspehu je pa ta, da je sploh prišlo do obnove Lanterjeve graščine, s katerim je, pokažem še enkrat staro stanje, tudi kako je bil prej po obnovi in to je sedaj novo stanje. In mislim, da s tem končujem ta sprehod, bil je dolg, ampak upam, da je bil vreden tega časa. Ja, tako. Nisem mogel tega povedati. Mislim, da se kar pojavilo še neke vprašanja. Ste o temelji smo govorili, ste zanimali, kaj je bilo prej? Prej, ja, umestno vprašanje, prej so bili večji kamniti bloki položeni v dno, oni so morali očistiti do trdega, so dali velike bloke, ki so imeli gor na vrhu tako pest in steber se je nasadil na to. Občina meni misli poglobiti strugo Vipave, se pravi enkrat je verjetno... Glejte, še to, zelo pomembno, grad z mostom vred je kulturni spomenik državnega pomena. Vipavska občina ima 3 spomenike državnega pomena, Lovrin Hrovatinovo grobnico, park Lanterjev in graščino z mostom. Da tu naredite poseg, se boste morali pošteno zlomiti, ker je zaščito. Ajdenska občina nima enega državnega spomenika. Novogoriška enega, grad Rickenberg, Sokanski most je spomenik lokalnega pomena, pa ima največji lok na svetu. Tu je še veliko zmede v tem. Mislim, da ne bojo tu počeli karkoli, ne boste počeli brez soglasij, ki jih bo pa težko dobiti. Verjetno sem preveč povedal. Podobo lepo za mostove. Bila sva mlada oba, ko preko mosta sva šla. Glejte tu tudi zraven. Pravi, most je vse prisoten.
Mogoče bi vas dopolnila še. Imamo v cerkvi tudi fresko Mencingerja z Janezom z Nepomukom. A, v cerkvi je. Ja, on je bil zavetnik spovedne molčečnosti. Aha, no to, ja. Ja, in je tudi ta prizor in so tam, je on gor na vrhih in Einhard stoji gor in kaže s prstem velika bo spodaj. Kamor so ga Ja. Se pravi, ima veliko simbolnih sporočil. Ja. Enega Tominc je na sliku, ga imate v Kromberškem gradu, v muzeju Se te čudovitosti. slike polklo, da. Dobro. Če ni nobenega vprašanja več, bi jaz na koncu rekel edino tako fantastično. Vsaj meni je bilo predavanje izjemno všeč. Tako po, glede na to, da ste bili kot spovedi, ali pa prvaši, in ste poslušali, bi rekel, da je bilo tudi vam zelo zanimivo. Tako da lahko kar tudi priznate na glas in še enkrat zaploskate. Opravičiti župane preklicev, da je nujno zadržan, da smo ga pričakovali, pustimo to. Zgodba o vipavskih mostovih mislim, da bo prešla ali pa prišla do občine, pa tudi do Univerze v Novi Gorici, sedežem skoraj da v Vipavi. Ne glede na to, ker je dosti ljudi tukaj to štorijo slišalo in jo bo preneslo naprej. Jaz res moram se zahvaliti iz srca, tako dobrega predavanja, tako dobro predavanje redko slišiš in nekaj, ja, Bog vas obdrži lej dosti. Gospa Marcina, vinorejo za popoti. In hvala lepa. Še nekaj je vinoreja, Vrtovec je pisal o črnih vinih, ne govorite mi o rdečih vinih. Vrtovec je pisal o črnih vinih, vaši lovnati so govorili samo o črnih vinih. Če dodam samo še en cink, tudi črno vino je tukaj v veži, v podhodu. Malo vas je segrelo, lahko da vam bo tam malo hladno, ampak kakorkoli že, vabim vas, da se še ustavite za kakšno minuto, morda tudi oba predavatelja vprašate kakšno stvar in seveda lepo se imejte še naprej, hvala, da ste se odzvali in drugič še.